Pozdravljeni! Ali se zveze res tako zelo spreminjajo in zakaj, sprašujete? Razmislimo skupaj. Včasih smo se poročali, ker smo se morali, danes ker si tega želimo. Včasih ločitev ni prišla v poštev, danes se ločimo že zato, ker menimo, da bi bili z drugim partnerjem lahko ali vsaj brez njega bolj srečni. Včasih smo vedeli za prešuštvo zgolj, če je bil otrok sumljivo samosvojega videza ali če so koga naključno zalotili. Danes pač pogledamo v telefon ali med maile. Včasih je monogamija pomenila en partner za celo življenje, danes pomeni en partner hkrati. In še bi lahko naštevali. No, kaj pravite, se res kaj spreminja? Se je kaj spremenilo? V zadnjem času je tudi izjemen porast nove oblike zvez, ki izgleda nekako tako. Jaz na svojem, ti na svojem, skupaj le po potrebi in za užitek. Za takšen način ohranjanja zveze se odločajo predvsem tisti, ki so končali dolgo zvezo, ki so pozno vdoveli ali imajo za sabo že več razvez. In vsem pa je skupno, da se jim ne da več na novo vključevati, spoznavati, prilagajati in znova graditi temelje od začetka. Pa iskreno, je to sploh možno? Koliko enakovrednih zvez ima lahko človek v življenju? Kaj je merilo? Podobna intenziteta? Kaj drugega? Ali je prav vsaka zveza drugačna? Se potemtakem velja za eno bolj potruditi kot za drugo? Bi nam torej za nekatere moralo biti bolj hudo kot za druge ob morebitnem razhodu? Je popularna skupna rast nekaj drugega kot skupno življenje? Je sreča res ultimativno čustvo, ko govorimo o zvezah? Ali smo jo kar malo zamenjali za druga občutja in stanja? Se vara samo v nesrečnih ali tudi v srečnih partnerstvih? Je seks res lahko samo šport? Koliko različnih in neskončno zanimivih vprašanj, dilem, iskanj. Pridružite se mi na tej poti raziskovanja najglobljih, pa hkrati tako vsakodnevnih in življenjskih tem. Zveze bomo morali na novo definirati, ker v praksi pokajo po šivih. Nevarnost za razmerja vidim v tem, da se v zadnjem obdobju ljudje ukvarjajo predvsem in v glavnini sami s seboj namesto s partnerjem. Vsaj tudi s partnerjem. Da o otrocih sploh ne govorimo. Čedalje pogosteje se jih uporablja za krinko, češ, da moramo poskrbeti zase, če želimo, da se otrok s tem nauči tudi kaj pametnega zase. Da bo tudi otrok imel nekaj od tega. Ampak o tem naslednjič. Da se vrnem na odnose in na zveze. Sebe spoznamo šele v relaciji, v odnosih z drugimi. Nihče še ni ugotovil, kaj o samem sebi, ko je šel sam sedeti pod drevo. Razen, če je tam razmišljal o odnosih. Ljudje potrebujemo občutek, da smo vredni, da nekomu nekaj pomenimo in da nekdo nekaj pomeni nam. Dejstvo je, da nas zveze in nasploh odnosi določajo. Preko zvez in odnosov se učimo o sebi. Določajo naša življenja, našo srečo, določajo, kako se počutimo v službi, določajo, kdo mi smo in kako nekaj počnemo. Kvaliteta naših zvez določa kvaliteto naših življenj. Zveni, brez tebe mene ni pocukrano? Ja, malo ja, ampak kaj, ko resnično lahko sebe vidimo in spoznamo šele, ko se vidimo tudi skozi tuje oči. Pogovarjajmo se o odnosih, o zvezah, vsem, kar pa še zraven, naj bodo lepe in prijetne. Maham do naslednjič.